Živja družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa bela palica. In sicer vam bom povedala eno kratko zgodovino o beli palici, pa mojo osebno izkušnjo na to temo. Zdaj v daljni zgodovini so se palice uporabljale za potovanje pastirjev. Te so bile pač navadne barve lesa. Za belo palico se pa trdi, da jo je pa odkril James Binks, to je bil pa Anglež iz Bristola. In sicer je ta gospod izgubil vid v eni nesreči in potem se je njemu zelo zapletlo gibanje okoli hiše, ker je bilo vedno več prometa. In je dobil idejo, da bi pa eno palico pobarval z belo, zato da bi bil bolj viden za voznike. No, tako da se šteje pač on kot izumitelj bele palice. Jasno, da so zdaj palice pač niso več lesene, moja recimo je kovinska in se lahko zloži, tako da je bolj praktična, gre lahko tudi v torbico, ne pač napredek je očiten. Zdaj bela palica ima dve osnovni funkciji. In sicer prva funkcija je ta, da nam pomaga pri neodvisnosti in mobilnosti. Zaradi tega, ker pač če ne vidiš in imaš belo palico in se jasno, da naučiš pač tehnike uporabe bele palice, se lahko ti popolnoma neodvisno gibaš praktično okrog hiše in lahko tudi potuješ kamorkoli. Pravi se tudi, da je pač palica podaljšek naših oči. In sicer zaradi tega, ker nam uporaba palice da vse tiste informacije, kjer nam pač naše oči ne dajo. Potem druga funkcija te bele palice je pa ta, da pa nas pač ljudje, ki so okrog nas, da nas identificirajo, da pač jim damo informacijo, da mi ne vidimo in s tem pač vedo, da nam lahko kakorkoli pomagajo ali pa recimo, da se zaletijo v nas, recimo, če hodimo po pločniku, ker vedo, da se jim mi ne bomo izognili, ker mi ne vidimo. Mene je bilo kar groza v misli na to, da bi jaz uporabljala belo palico. Ne toliko zaradi funkcij, pač funkcije so zelo pozitivne, pač pa zaradi tega, kar predstavlja, ne, ker čim ti pač primeš belo palico v roko, ti daš celemu svetu vedeti, da pač si slep ali slaboviden in to je bilo meni grozen in jaz se vem, da se bo zelo neumno slišalo, ampak ob misli na to, da bi jaz mogla belo palico v roke prijeti, sem jaz dobila eno sliko v glavo gospoda Bina s temnimi očali, z belo palico in s psom vodnikom. In pač jasno, da je bilo to narejeno za smejati se, ampak meni ta zadeva takrat ni bila nič kaj smešna in jaz nisem hotela biti pa gospa Bin zraven njega. Tako da sem imela jaz kar eno relativno, ne vem, kar enih par mesecev je trajalo, da sem jaz rajš, da bi uporabljala belo palico, da sem se rajš zaletavala v ljudi, ker jih že nisem več videla in sem čist rajš videla, da so si mislili, ali da sem nasramna, da sem pijana, da sem celo zadrogirana, rajš bi to videla, kot da bi pač imela palico v rokah. Zdaj, jaz sem prišla v stik s palico, prvič sem prišla v stik s to palico, ko sem bila še v Mexico Cityju. In sicer sva šla pogledat en rehabilitacijski center. Tam me je sprejela ena psihologinja, mi je majčkeno povedala o programu centra pa tako naprej. In potem je rekla, ja, gospa, ampak vi boste pa tukaj pa mogla belo palico uporabljati, veste, tukaj vas ne bo noben za rokico prijel in vodil iz razreda v razred. Rekla, no, saj imamo kar tukaj trgovino, pojdimo jo kar kupiti. In smo šli vsi trije tja, mene je bilo groza, jaz sem bila čist iz sebe in čist fertik in jaz res za nič na svet niti dotaknila se ne bi te palice. No, in potem ona se je vrnila v pisarno, Diego je malo te palice si ogledoval in ko me je pogledal obraz, je točno videl, da ne bomo nobenega nakupa opravili tistega dneva in midva sva se vrnila sama dva domov brez palice. V ta rehabilitacijski center nikoli nisem šla, ne samo zaradi tega, ampak pač je bil kar daleč od mojega doma. Jaz sama od doma z mojim nevidom, tudi s palico ali pa brez, ne bi znala priti sama. Diego me ni mogel spremljati, ker je delal. Pa še v ne najbolj varnem predelu mesta je bila, tako da tam se je zaključila moja prva izkušnja s palico. No, potem, ko sva se pa preselila, so se pa zadeve tako zanimivo razpletle, da sem pač en krajši čas učila v eni fundaciji za otroke, za slepe in slabovidne otroke.
In mi je lastnica rekla, da bom pa morala začeti uporabljati palico, ker Diego me ne bo mogel vsakič spremiti tja, ko bom jaz učila in da se moram pač naučiti biti neodvisna. Rekla, veš, se tukaj, v bistvu imam jaz tukaj eno palico, ti jo bom posodila. In potem sva naredila en kratek 2-minutni izlet po njeni stavbi. Rekla, to sem premikaš levo, desno, gor, dol, zdaj greva po stopnicah in dol, skratka, to je bilo moje usposabljanje. No, jaz nisem takrat nič rekla, sem palico zložila in sem jo dala v nahrbtnik. In je potem palica bila tukaj doma. In je tudi, mislim, na srečo je tudi videti, nisem mogla. In je bila tam kot pozabljena. Potem smo šli pa en večer, smo šli pa peš iz naše hiše do pač hiše mojega svaka. In to je bilo vedno zelo stresno, kadar smo šli mi trije skupaj ven, ker je bila Lisa še bolj majčkana, pa je Diego na Liso pazil, poleg tega pa mogel mi čisto vsak korak povedati. Pazi, tukaj kamen, tam je zdaj luknja, tam je pločnik, tam je rob, ne vem, trava, drevo, grm, mislim, kar naprej mi mogel kaj govoriti. In je bilo namesto, da bi nam bolj bila hoja v užitek, je bilo stresno. No, ampak smo šli ven in jaz sem že prišla do ograje, pa sem se nazaj obrnila in sem šla po palico. In sem prišla ven in rekel, Diego, bom šla s palico, sem rekla, delaj se, da nič ne vidiš, no. In sem šla od doma do svaka in sem ugotovila, da je to res, da mi je zelo pomagalo, da sem veliko manj podatkov rabila od njega. Sicer sva šla tako, da sem se ga jaz prijela z levo roko sem dala na njegovo desno ramo, v desni roki sem imela pa palico. No, tako da me je pač s tem, da sem se ga držala, me je on vodil, sem jaz vedela, v katero smer je treba hoditi, s palico sem pa pač videla, če sem mogla iti kam gor, dol ali pa kakorkoli. In sem videla, da je pač bilo, ne vem, da je zelo mi bilo v pomoč, no, in ne bom rekla, da sem najboljša prijateljica, zdaj s palico imamo še vsem bolj tak bolj love-hate odnos, no. Ampak je pa, vem pa, zavedam se, da je pa zelo uporabno, pač uporabno sredstvo zame, no. In da se lahko zaradi te palice pač grem lahko sama v trgovino, lahko grem sama po Lizo v šolo in tako naprej. Zahvaljujem se, zdaj čisto na koncu videa se bom pa zahvalila mojemu prijatelju Diego Angelu iz Kolumbije. On dela tudi v neki fundaciji za slepe in slabovidne. Hkrati pa vas vabim, če ste tudi vi slepi ali pa slabovidni, če ste družinski člani pač nekoga, ki ima to težavo, oziroma prijatelji, ali pa če samo iz radovednosti ali pa zanimanja pač poslušate ta video, vas vabim, da pod video komentirate, kako se vam je kaj zdelo, če imate kakšna vprašanja, če bi želeli, da se na kakšno določeno temo snemajo posnetki, ker vse to bo lahko obogatilo pač te naše izkušnje in tudi videe, ki jih bomo posneli. Se vidimo naslednji četrtek. Živjo!